lahko rečemo, da je radiologija najhitreje razvijajoča se medicinska veda v zadnjih letih. Zato so iskati razloge tako v sami tehnoloških napredkih, kot tudi potrebe po dodatnih diagnostičnih postopkih. Zelo pomembno, kar bi po temu podal, je to, so te adaptacije. Namreč sistem je stalno učeč in poteka v vse smeri, kar pomeni, da je kot nek živ organizem in je stalno dopolnjajoč in se prilagaja razmerom. Zdaj poteka tako, da doktor to zdiktira, pride kurir, nese to administratorki, administratorka to spet spiše, pride spet kurir, nese to spet doktorji, doktor ugotovi, da je tam nekaj narobe in gre nazaj administratorki, administratorka to popravi in gre nazaj doktorja, doktorja ni, ker je šel fušati in mora drugi dan šele to opraviti. Namreč povem, jaz nisem delal natančne raziskave v Sloveniji, kako je, ampak sem bil zgrožen, ko sem videl, da v bistvu tudi v tako razvitih državah, kot so Nemčija, Anglija, so do pred uvedbe Speech Magica v bistvu imeli, da so šli izvidi iz hiše manj kot prej kot v enem tednu, samo 65% vseh izvidov. Mislim, da v seriji je pri nas ta rezultat boljši. Drži? Ni? No, namreč, moram pa reči, da po uvedbi Speech Magica je prišel ta delež do 90% v enem tednu. No, in potem tista zgodba naprej, ne bom razpladal, da doktor pride, podpiše in to gre spet nekam naprej, na koncu gre v arhiv in v arhivu se zgubi. No, kaj pa voice recognition zahteva? V bistvu, da zdravnik izvid zdiktira, lahko takoj pregleda korekcije, popravi in ga potrdi. Da pridemo do tega, je potrebno seveda uporabiti kar zahtevne in obsežne baze podatkov. Ne povem, da mi smo intenzivno pričeli s tem projektom delati pred enim letom in na tem projektu je delalo približno 300 ljudi. Namreč, mi smo morali v tem času izbrati 200 diktatov, trajajo na 3 do 4 ure, pol teh je bilo moškega spola, pol ženskega, 5 starostnih skupin, od 20 do 30, 30 do 40, 40 do 50, 50 do 60 in 12 govornih področjih. To je šlo za kar zahtevno organizacijsko in tudi neke vrste teže podatkov in tudi seveda potem za analizo vsega tega in da to je bil ta zvukovni del. Kar se tiče pa tekstovnega dela, pa smo izbrali 150 milijonov besed izvidov, samo radioloških izvidov. V bistvu zdaj smo ugotovili, da jih je v bazi podatkov nekaknih 50 tisoč. Ne povem, da to govori o zahtevnosti slovenskega jezika še toliko, recimo angleška, amerikanščina, če tako rečem, jih ima 26 tisoč. Pomeni, da je slovenščina, ko se tega tiče, dvakrat zahtevnejša. Na podlagi tega, na podlagi vseh leksikonov, medicinskih in ostalih, na podlagi jezikovnih modelov, potem tudi definiranja datumov, vseh teh zneskov, številk in podobnih, ki jih je treba, in seveda tudi samih ukazov, ne povem, da tudi ukazi so znotraj, smo dobili tisto bazo, v kateri lahko smo sploh pričeli razvijati ta Speech Magic. Kaj pa, ne vem, razni naglasi pa narečja, to praktično ne predstavlja velik problem za sistem, ko sem rekel, ker se individualno prilagaja uporabnikov. In to je tisto, kar je po mojem ena glavnih sporočil tega sistema. Mi si želimo, da bi že do spomladi implementirali vsaj 30 licenc in upam, da bomo drugo leto v takem času že nekako dajali uporabo multimed
program, to je pa za, rekel, ni tako Speech Magic, ampak za celotno medicinsko področje, za vse dejavnosti. Mislim, da je slovenski trg to potrebuje, mi to znanje in možnosti sedaj imamo in upam, da bomo to tudi s pridom izkoristili. Tako da, kaj ne rečem, Speech Magic je tukaj, lahko rečem to, direktor, če ga kupite v 1 uri, dobite dodatni popust. Tako da lahko greste s tem danes domov.